vsi kolesarji imamo poln podatkov na števcu, ne znamo jih analizirati, so tam neke številke, saj jaz mislim, da 90% kolesarjev je, ki ve, da ima tam številke, ampak nima pojma, kaj mu te številke pač ja, ve, da je pa zdaj obračun 10 vatov več ali pa je imel puls za tok pa tok, ampak ne zna to s sebo korist pripeljati. Se pravi, si zelo dobro si začel, da iz mojega vidika, ker sem tako, če se nekaj lotam, se hočem pač lotiti pravilno, se pravi, če gremo prvi korak vsazga, ki hoče se, ali za kaj pripraviti, ali hoče zboljšati, kukorkoli, se pravi, prvi korak je narediti VO2 max test. V bistvu ni glih VO2 max test je tista zadnja stvar, ki jo delamo. Načeloma ne hočemo narediti cel profil, zato imamo tudi v bistvu recimo naše testiranje dejansko zastavljeno kompletno. Prvo naredimo antropometrijo, se pravi, to so dejansko telesne karakteristike. Zakaj? Ker telesna sestava, če nekdo recimo res overweight, je pač tudi telesna sestava, lahko omejitven dejavnik. In pa rečemo, ok, da bomo tudi telesno sestavo čez zimo rihtali. Potem se v bistvu naredi laktatni profil, delno zato, da pač ja vidimo, da lahko potem nekako tudi individualiziramo vadbena območja, plus dobimo potem zraven, ker na laktatnem profilu se meri še prevzem kisika za mehansko učinkovitost ekonomijo, pa delna utilizacija kisika, to nam dejansko potem skupaj dalo pogled, kako je razvita periferija, se pravi, posredno nam da neko informacijo o tem, a so mogoče naši mitohondriji malenkost slabše razviti ali pa ne dela, da mogoče je težava v kapilarizaciji. Pač imamo sicer tudi MOXY senzor, ki meri dejansko oksigenacijo krvi v času tem, sicer ga malo ne uporabljamo, trenutno ne uporabljamo aktivno, zato ker je že za samo kvaliteto podatkov pri MOXY smo še malo skeptični, ampak ja, dejansko lahko potem ugotavljamo, ok, pač mogoče pač tvoja periferija ni dobro razvita, mogoče ni težava količina kisika, ki ga ti sprejmeš, ampak to, da ga ti dejansko neučinkovito porabljaš. In pol vemo, ok, vemo, kako se s treningom loti, da izboljšamo, se pravi, učinkovitost, delno utilizacijo in te stvari, potem pa ja, del potem na koncu testa prije pa tudi VO2 max. Pravi, dobimo v bistvu sliko v delno to, kako dela muskulatura, kako dela kardiovaskularni sistem in tudi, se pravi, antropometrija, se pravi, kakšna je naša telesna sestava. In pol dobimo tako enih 6-7 parametrov, ki nam dejansko nekako nakazuje, da kje so lahko težave, pa kako se jih potem lotimo popravljati. Zdaj, če bi jaz tebe zdaj poslušal, oziroma sem te, ampak te, ki gledajo, to je bilo par takih zelo besed iz leksikona ven danih in ne bom rekel, da sem čisto vsako zastopil, tako da bom zdaj bolj po kmečko. Fajn je razložiti, se pravi, kolesarja, mogoče sem sam jaz pač tak kmet, ampak tako zelo na basic nivo, se pravi, ko pridejo do vas, kako bi enemu, da ne ustrašva zdaj ljudi, ki skoraj da ne bojo mislili, da jih priključeš na infuzijo, jim zamenjaš kri in zdaj si dober. Tako da bi jih bolj, ko bi rekel, a imaš mogoče kakšen ta osnoven potek, ali pa mogoče, zakaj so te koraki pomembni, zate, pa da bojo oni, se pravi, da gledalci razumejo, kako ti iz tega potegneš ven neko analizo za treninge in kako se to razlikuje od tega, kar oni lahko sami doma naredijo, pa do tega, se pravi, ko pridejo do tebe ali pa do vas, kako pač se to razlikuje in kaj več v bistvu dobijo ven. A veš, kaj mislim? Ja, se pravi, razumem, ok. Jaz vem, kako sem si sam treninge pisal, pa vem, da zdaj, če bi prišel do vas, bi bilo to čist pač nek nivo, ki ga jaz nisem bil nikoli deležen. In je mogoče dobro, da ljudje zastopijo, ok, jaz si lahko sam nekaj doma naredim, ki bo kao v redu, lahko pa grem narediti, rečemo, pravilen, pač neke procese, ki so bolj natančni, bolj točni in bom iz tega vedel, oziroma te, ki mi pišejo treninge, bojo točno vedeli, kje so une napake, oziroma kaj je treba zboljšati in tako. Ok, v bistvu to je verjetno največja, najglavnejša razlika to, da če v bistvu sami nekaj doma naredimo, govorimo o nekem pač funkcionalnem testu, ki nam pove, dobiš neko številko, ok, moj FTP je to pa to. Se pravi, razlika potem v laboratoriji, kjer te mi v bistvu dejansko ne preklopimo na infuzijo, ampak dobiš gor masko, pa potem se vmes še kakšni drugi vzorci jemljedo, je tako, da dobimo
dejansko pogled, kaj se znotraj, rečemo temu znotraj tvojega telesa iz vidika porabe energije, porabe kisika, dihanja dogaja med različnimi intenzivnosti. In to nam dejansko potem pove, kateri sistemi, se pravi, tu je mogoče težava v tvoji mišici, mogoče težava v tvojem srcu, mogoče težava v pljučah. In to nam dejansko potem pove, kaj se v tvojem telesu dogaja. Ne koliko nekdo dober je, ampak kaj se dogaja. Pač, ker zares nas ne zanima v prvi vrsti, koliko je nekdo dober. In ja, pač ta razlika je lahko, če vzamemo dva kolesarje, ki sta si oba dva zmerila, ne vem, sta delala nek 20-minutni test, pa sta si določila FTP, dobita isto številko. In pol, če jih damo recimo mi na test, zadaj vidimo, da delovanje njihovega telesa je pa pač totalno drugačno. Se pravi, lahko vidimo, nekdo ima bolj razvit ali manj razvit prvi laktatni prak, ki nam nekako določa to, kaj naj bi bilo nizko intenzivno, kaj dejansko pomeni, dokdaj pa kako se aktivira počasna mišična vlakna, se pravi, ker imamo mišico razdeljeno na 2D, mislim na 2 oziroma na 3 dele, počasna pa hitra mišična vlakna, kar je ful pomembno pod tega, potem, kaj se porablja kot vir energije. In to imaš lahko dva z identičnim powerjem, ki se zgodita, je njihova fiziologija zadaj popolnoma drugačna. In tega ti dejansko, če ne meriš, ne moreš vedeti. Zakaj? Ker če pač drugačna fiziologija pomeni, da se tudi drugače lotiš potem celega trenažnega procesa. Ne? Se pravi, nekdo je, pač ti boš delal pač intervale, ti pa pač ne boš delal intervale, ki jih ni smiselno. Ne? To je v bistvu ta glavna razlika, ki potem pride. Se pravi, mi dejansko dobimo pogled, dejansko tako bomo rekli, en X-ray vision, tako da vidimo, kaj se s tabo tam noter dogaja, medtem ko ti, se pravi, ko ti v bistvu vmes trpiš, pa ko ti je težko. Ne? Ne, sej, meni je ful pomemben, da se to, veš, da se razloži tako, da bo folk vedel, da to ni nek bav, da kdo gledal, pa čez en teden že govoril, sej, zdaj so pa samo roboti prihajajo ven iz Human Performance Center.